Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to slučajno spremljate kasneje in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea. In če spremljate kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč, seveda, in tudi da požene algoritem. Mi imamo trenutno kar dolgočasno situacijo na trgu. Danes je četrtek, 16. april. In kot vidimo, tukaj imamo Bitcoin 15-minutni časovni interval in Bitcoin 1-urni časovni interval. In zdaj moramo smo v konsolidaciji. In mi moramo zdaj počakati in videti, kaj nam bo tale konsolidacija dala. Nekaj, kar sem zdaj trenutno spremljal, je nevarnost dvojnega vrha. Torej, da mi naredimo dvojni vrh. Ampak, to je trenutno samo špekulacija. Bomo videli, če bomo prišli tukaj dol samo malo. Madonca. To gledam Ethereum, se čisto opravičujem. Tukaj imamo Bitcoin. Sem se čisto zamešal. Sem pozabil menjati grafe. Tudi tukaj je v bistvu situacija, ker ista nevarnost je dvojnega vrha. Ga bom kar označil. Tudi tukaj na 1-urnem časovnem intervalu je še najbolj jasen. In če slučajno naredimo dvojni vrh, je njegova neckline meja na 73.800. Tako da če smo mi zavrnjeni tukaj od tega območja na okoli 75.100, moramo gledati to neckline mejo. Ne smemo je izgubiti, ker če ne, lahko padamo dol. V bistvu lahko tudi obrnemo celotni trend in potem padamo naprej dol. Ampak, kar tudi jaz gledam, mi smo, kar se tiče stav na padec in na rast, mi se večinoma držimo tukaj v spodnjem območju. Tako da zaenkrat so še vedno večje možnosti za rast. Poleg tega, kot sem rekel, treba je počakati, kaj se bo iz te konsolidacije naredilo. Mi lahko naredimo tudi tukaj dvojno dno in potem rastemo še naprej gor. Tako da, tale konsolidacija se lahko še vleče skozi današnji dan, lahko tudi jutri, lahko tudi skozi vikend. Bo treba spremljati in pa videti, kam bomo šli naprej. Kar se tiče RSI-ja, se mi zdi trenutno vse ok, ni nekih posebnosti. Funding rate še vedno večinoma negativen, čeprav v zadnjem času smo začeli kazati malo pozitive. Dajmo si pogledati likvidnostna območja. Tukaj smo se spet znašli v enem sendviču in spodnja meja ljudi, ki so stavili na rast, je na tam nekje 74.300. In tile so čisto preblizu trenutnemu gibanju cene, tako da morda bi lahko mi šli tele prej pobirati, dobimo odboj in potem gremo pobirati te, ki so tukaj zgoraj na 75.800, skoraj da 76.000, ampak to je trenutno špekulacija. Lahko še vedno gremo te zgoraj, pobirati najprej, dokončamo dvojni vrh in potem padamo naprej dol. Tako da to bo treba spremljati, katero bomo mi prej pobrali. Kar se tiče zdaj tudi Ethereuma,
Kot sem povedal že prej, paziti bo treba tale dvojni vrh, kar bi lahko signaliziralo preobrat. Pri Ethereumu je v bistvu še bolj očiten kot pri Bitcoinu. Tudi na 15-minutnem časovnem intervalu vidimo, da je kar tak bolj očiten. In neckline meja bi bila tukaj na 2314. Ampak, zakaj sem malo bolj pozitiven? Zaradi tega, ker tukaj se nabirajo stave na padec. In kje bi imeli stop losse? Tukaj smo imeli nazadnje stave na padec, pri tej rasti stop lossi tukaj na okoli 2390. Tako da to bom jaz označil nad tem vrhom. Torej tukaj imajo po mojem stop losse. In tudi tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, točno na tem dnu, vidimo, da so stavili na padec. In zdaj se mi spet pomikamo počasi v preprodano območje. Bitcoin pa, kot vidimo, Bitcoin je oranžna krivulja, Bitcoin pa je več ali manj nevtralen. Tako da očitno zadnje čase Ethereum malo vodi igro. Tudi tukaj RSI nima trenutno nobenih posebnosti. Možnost je, da mi naredimo tukaj eno skrito, nismo je naredili, za malo je zmanjkalo. Smo le naredili višje dno, kar se tiče RSI, in tudi tukaj imamo višje dno. Ampak sej poznate uno tehniko trgovanja, kar se tiče RSI-ja, ne. Čim pride tukaj v nakupno območje, se ponavadi dodaja k poziciji, to je ta tehnika 45-55. Tako da bomo videli zdaj, kaj bo iz tega prišlo ven. Zdaj, kljub temu, da je trg dolgočasen, še ne pomeni, da se ne dogaja nič ali pa da nam ne more dati nekih informacij. Kot sem rekel, to bo treba zdaj spremljati. Ali bomo mi dobili dvojni vrh ali pa morda dvojno dno, da gremo še enkrat sem dol v območje 2300, gremo spet sem gor. In potem bi bila tukaj neckline meja na okoli 2376. Jo prebijemo in potem rastemo naprej gor, kot smo tudi že začrtali. Zelo zanimiva situacija, ki sem jo tudi že večkrat poudaril, je tukaj na 4-urnem časovnem intervalu. To bo treba vsekakor spremljati, ali mi slučajno delamo tukaj dvojno dno. In v tem primeru, v bistvu njegova neckline meja je na tam nekje 2350. Če jo prebijemo in na njej naredimo podporo in odboj, potem lahko zrastemo vse do tukaj gor, do 2960, tam nekje, kjer bi bila naslednja odporna linija. In zanimiva še ena stvar je, da mi tudi na 4-urnem časovnem intervalu kar padamo tukaj dol na tem indikatorju, torej ogromno ljudi stavi na padec in to bo vsekakor zanimivo še za spremljati. Je pa še ena stvar. Točno na tem dnu, no ne ravno točno, tukaj na tem območju, je precej ljudi stavilo na rast in ti ljudje so zdaj v dobičku. Če se mi slučajno obrnemo, bi mi lahko šli pobirati te dolge pozicije tukaj na okroglih 2000. Moje stanje trenutno, oziroma moje razmišljanje,
Trenutno sem še vedno bolj pozitiven, tako da bi mi lahko še nadaljevali rast, ampak bo pa treba spremljati tukaj, če bomo mi slučajno dobili kakšen znak preobrata. Zelo ključna meja 2310, tam nekje. In tako, to bo tudi vse za danes. Jaz se zahvaljujem, da ste se mi pridružili. Vsekakor se priporočam za kakšen všeček. In seveda se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.